današnjih novicah si poglejte. V Klevevžu odstranili v junijskem neurju poškodovana drevesa. Najboljša slovenska orača, Belokranjec in Dolenjec. 30 let motokluba Škorpion Brežice. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v občini Šmarješke Toplice. Neurje v začetku junija je kar nekaj škode povzročilo v neposrednji okolici tamkajšnjega turističnega bisera, naravnega termalnega vrelca v Klevevžu. Čeprav obiskovalci za kopalne užitke niso bili prikrajšani, pa je bila pot ob strugi Radulje zaradi podrtih dreves neprehodna. Sanitarno sečnjo so jih zdaj uspešno odstranili. Junijsko neurje je na območju Klevevške Toplice podrlo in poškodovalo okrog 20 kubičnih metrov dreves. Seveda smo pristopili k reševanju, v bistvu k očiščenju struge, ki je nad samim Klevevžem. Ogromna velika drevesa so zgrmela dol v sotesko. Potem, ko so v Zavodu za gozdove najprej označili vsa poškodovana in za življenje ljudi potencialno nevarna drevesa, so se v družbi Slovenski državni gozdovi s pomočjo izbranega izvajalca sredi tedna lotili njihove odstranitve. Od tega je večinoma zelo na nedostopnem terenu in dela so zelo zahtevna. Tako da mi smo najprej mogli od vseh pristojnih inštitucij dobiti dovoljenja za izvedbo sanacije in seveda mnenja. Predvsem zaradi nujnega posega v vodotok Radulje. Sanitarni poseg in spravilo, ki ga v celoti krijejo Slovenski državni gozdovi, je oteževalo kar nekaj dejavnikov. Mokra, nestabilna tla in pa breg, ki je, kot vidite, lahko zelo strm in skalovit, s plitkimi tlemi seveda in je zelo dršeca podlaga. Olajševalna okoliščina je bila že lep čas povsem suha struga Radulje, se v nasprotnem primeru sanacija trenutno ne bi bila mogoča. Na tem mestu seveda izrekam zahvalo in občudovanje dejansko družbi SIDG, ki je res strokovno, hitro in temeljito očistila strugo. Potrebno bo še nekaj manjših del, pa vendar mislim, da večji del je bil narejen. Čeprav je pobočje zdaj očiščeno, pot ob strugi zaradi manjkajoče ograje ni varna. Tako da do nove ureditve bo to območje, se pravi od samega bazenčka proti vasici Grič pri Klevevžu, dejansko neprehodna in zaprta. V izogib morebitnim nesrečam občina vse obiskovalce, ki do priljubljene kopalne točke še vedno lahko dostopajo po drugih poteh, poziva k upoštevanju opozoril. Z naravo je povezana tudi naslednja novica. Konec tedna je pri Mengšu potekalo 65. državno tekmovanje oračev. Svoje delo sta najbolje opravila Igor Patez Dolenjske v kategoriji obračalni plugi in Anton Filak iz Bele krajine, ki je zmagal v kategoriji plugi krajniki. Za Belokranjca je to že 10. naslov državnega prvaka. Prostora na policah in stenah za vse medalje, nagrade in priznanja, ki jih je Anton Filak iz Gribelj pri Metliki prejel za številna osvojena prvenstva v oranju, zmanjkuje. Od minule sobote je lastnik še enega naslova, državnega prvaka v kategoriji plugi krajniki. Na tej mengeški zemlji, to je šudra lito kako zemlja, mislim v Brazdi. To so, meni pomagali moje dolgoletne izkušnje, tako da. Zaradi tega sem tudi po moje zmagal, ker je bilo pa sojenje korektno. Kakovost oranja je ocenjevala strokovna komisija, vsak izmed 13 tekmovalcev pa je moral preorati 20x70 metrov veliko parcelo strnišča. Omejen si s časom, če ga prekoračiš, si kažnjen, drugače pa nimaš nobenih ugodnosti, če prej končaš. Ni to dirka, to je kvaliteta, to se gre za kvaliteto, če hočete za en videz, kako obrazi izgledajo, kako sodnika prepričaš, da si najboljši. Sicer pa imajo Belokranjci tudi svoj klub oračev, ki je zagotovo eden najuspešnejših v Sloveniji, saj so člani na državni ravni nanizali že 38 zmag. Letos praznujejo 20 let. To zmago jaz posvečam vsem članom, ki so prisotni, ki so aktivni, pa tudi pokojnim in tudi pokojni članici.
Pravi skromni Gribelčan, ki se te dni že pripravlja na svetovno prvenstvo v oranju, ki bo 21. septembra na Irskem. Prepričan je, da je plug simbol preživetja človeka na tem planetu, dobra brazda pa pogoj za dobro žetev. V boj za kandidaturo za predsednika Slovenije se je podal tudi Ivo Vajgl, ki je pred dnevi obiskal dolenjsko prestolnico. Dolgoletni diplomat in nekdanji evropski poslanec ter novinar svojo kandidaturo razume kot alternativo drugim kandidatom. Zdelo se mi je, da imam še dovolj energije, da vplivam na to, kako se razvija Slovenija, in se mi zdi, da bi lahko naredil nekaj, da bi bili bolj strpni drug do drugega, da bi se poslušali, da bi mladi spoštovali starejše in da bi starejši delali naprej, dokler lahko delajo in prispevajo. Na novomeškem Novem trgu je bilo ob srečanju s predsedniškim kandidatom, ki za vložitev kandidature zbira podpise podpore, živahno. Vajgl pa poudarja, da je bila njegova osnovna prioriteta vedno mir. Mislim, da v današnjem času, ko pravzaprav ves svet in tudi vsi Slovenci trpimo zaradi vojne v Ukrajini, je treba vložiti vso silo, vso energijo in vso znanje v to, da Slovenija prispeva k temu, da se ponovno spostavi mir in s tem normalno življenje. Prepričan je, da biti predsednik ni poklic ali služba, niti ne priložnost za razkazovanje svoje osebnosti in značaja, ampak čast. Sicer pa je moja prioriteta to, da Slovenija postane prijazna dežela za svoje, za nas in za vse, ki prihajajo k nam. Vajglovo kandidaturo je sicer pred dnevi podprla tudi stranka Naša prihodnost. V Škofijski Karitas Novo mesto poleg različnih oblik pomoči svojim uporabnikom nudijo možnost uporabe knjižničnega gradiva. Svojo knjižnico, poimenovano Dnevna soba, so nedavno nadgradili z donacijo knjig v vrednosti 5000 evrov. Darilo je Škofijski Karitas predal direktor Celovške Mohorjeve družbe v družbi avstrijske veleposlanice v Sloveniji Elizabeth Ellison Kramer. Škofijska Karitas Novo mesto je tudi del Caritas International, kjer smo povezani tudi z našimi kolegi iz drugih držav. Tukaj imamo vsakoletno povezavo z Avstrijo in tudi s Slovenci v Avstriji. Nadgradnja tega sodelovanja pa je tokratna donacija Celovške založbe. Gre tako za romane kot otroške, kuharske in druge knjige. Vse te knjige bojo pa del naše zbirke, knjižne zbirke, ki jih imamo tukaj v dnevni sobi. Imamo našo odprto knjižnico. To je knjižnica, kjer si lahko kdorkoli vzame knjigo, za kolikor časa hoče, ne rabi nič opisnine, nič se ne rabi nekih rokov držati. Direktor Celovške Mohorjeve družbe Franc Kelih je poudaril, da so z akcijo Podarimo knjige, ki jo letos izvajajo že 21. prispevali že več kot 50 000 knjig. Skušamo vključiti v to akcijo razne nevladne, karitativne ustanove v Sloveniji, tudi šole, knjižnice, tudi druga društva, ki lajšajo neko stisko. In kaj je osnovni namen akcije? Skušamo s tem krepiti in pospešiti slovensko besedo, branje slovenskih knjig in seveda tudi to, kar sem omenil, da je pomembno tudi, da so prisotni tudi naši domači, avstrijski in tudi slovenski avtorji. Nad potezo Mohorjeve družbe je navdušena tudi avstrijska veleposlanica. Books are very important. They have been very important in my life. It is my pleasure that we could donate a certain amount of books to this institution today, and that we can give pleasure through reading of books to people of all generations. Njihova knjižnica obsega nekaj tisoč knjig, a je še premajhna, da bi jo razširili vse prostore. Donacija je zato velik korak temu, veseli Dvornika. Sedaj pa v Posavje. Idiličen prostor ob Krki v Malencah je v drugi polovici avgusta že vrsto let prizorišče največjega motozbora v Sloveniji. Domač motoklub Škorpion je tokrat ob svoji 30-letnici organiziral že 30. srečanje. Klub je ustanovilo okoli 15 motorističnih zanesenjakov.
To prvo ljubiteljsko, ker je bilo to tak en dogodek, ko smo se znali dobiti. Pa takrat ni bilo tudi motorjev. In smo se dobili, to je bil en začetek, tak, nismo vedeli, kaj bi. Pa smo pa en plac dobili in takrat so se naša srečanja začela. Sami smo ga uredili, pokosili in začeli, ne? Fantje so se vozili, ukvarjali so se tudi z motokrosom in ostalimi prireditvami, od kolesarskih dirk, spremstvo do učenja otrok, varnost v cestnem prometu. Predvsem se je šlo pa tukaj za druženje, za spoznavanje dežel, različnih cest po Evropi, tudi izven Evrope se vozimo sedaj. V 30 letih so njihovi člani prevozili kar nekaj kilometrov in organizirali številna velika srečanja. Preko 3 milijone kilometrov naših članov, predvsem naša rdeča nit, bomo rekli, zdaj v zadnjih letih je druženje. Predvsem si želimo izpeljati kvalitetno prireditev za prepoznavnost našega kluba, kraja in vsej širši okolici. Smo pa največji na tem področju v Sloveniji. Z Jožetom smo ugotovili, da motor vozi že pol stoletja. Zdaj, za leta ne bom točno povedal, ker ne vem, ampak že dolgo časa, ko sem bil še mlad, sem se zelo rad vozil z motorjem. Pa izkušnje so naredili od takrat, naprimer, pa do zdaj že kar precej. Padcev ni bilo, to je prvi pogoj, padca nobenega. Tako da sem kar zadovoljen. Nekoliko bolj na začetku motoristične kariere je Tjaša. Sem, ampak zaenkrat še vespe. Želim nadaljevati z 125 ali pa z močnejšim. Meni je užitek. Ob okroglih jubilejih navadno delamo načrte za naprej. Načrti kluba so takšni, da zdržimo ta tempo, kot ga imamo sedaj. Časi niso rožnati, tudi finančno je za vsakega člana, za vsakega motorista je sicer zalogaj drugačen, kot je bil pred leti, ampak se pa trudimo z dobro voljo, gre pa predvsem tukaj za druženje in to nas gor drži. Moto srečanja se že vrsto let udeležujejo motoristi iz vse Evrope. Gledalke in gledalci ste v akciji naše medijske hiše izbrali 8. osebnost meseca v letu 2022. Med 3 predlaganimi kandidati ste za osebnost avgusta izbrali Žaka Eržena, kolesarja novomeške Adrie Mobil. Pred nedavnim je na mladinskem svetovnem prvenstvu na velodromu v Izraelu postal svetovni prvak v dirki na izpadanje, osvojil je tudi bronasto medaljo v dirki na končni cilj. Sploh z besedami ne morem opisati, koliko mi to pomeni, ker to je res šlo toliko trdega dela in se je res zdaj čisto vse poplačalo. Družina mi je skozi stala ob strani in ja, res neverjetno. Šele 16-letni Žak je s tem postavil nov mejnik v slovenskem kolesarstvu na velodromu. Da je sposoben doseči vrhunske rezultate, je sicer dokazal že pred nekaj meseci z osvojeno medaljo na evropskem prvenstvu. Današnje vreme pa dokazuje, da se poletje počasi poslavlja. Zaradi pestrega nevihtnega dogajanja je Agencija Republike Slovenije za okolje za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Hvala za pozornost in lahko noč.